Zvok harmonike je na obraze Korošcev risal nasmeh. V dobro voljo so jih spravljala tudi dekleta, ki so se na Andrejevanju potegovala za naslov Moštne dečve. Letos smo šli zato, ker smo navijali za našo kandidatko nečakinjo Anjo in smo grozno navdušeni, da je zasedla največ glasov občinstva. Veselje se je podvojilo, ko je sledil krst mošta. To je tradicionalna koroška pijača iz jabolk, po okusu pa... Ja, ne bi rekel, da se glih z vinji primerja. Pač čisto odvisno, če je z teh naših starih sort je mogoče malo bolj kisel in pa bolj trpek. Poskušala so ga tudi dekleta, tekmovalke v resničnostnem šovu Ljubezen na deželi. Ja, primerjava vina z moštom je sigurno ena razlika vmes, ampak največjo primerjavo bom dobila jutri, ker vem, da po ekološkem vinu ne boli glava, po moštu bomo pa jutri videli. Smo ugotovili, da pa mošt pozitivno deluje na nas, a ne? Vino pa ne. Tudi vino, ampak so razlike. Med okušanjem mošta so bile vse oči uprte v novo izbrano moštno dečvo. Ta naloga predvsem pomeni promoviranje mošta po vsej Sloveniji, da ga tudi še drugi spoznajo, ker ga v bistvu redko kje poznajo, pod vseh drugih imenjamo pod imenom mošt, pa malo kje. Domačini povedo, da so veseli, ker pridelava in pitje mošta spet stopata v veljavo. Bila je pa že kar zelo zanemarjena in predvsem vesel, da tudi kmetje znajo to ceniti, ker encajco kmetje tudi samo še vino pa pir pili, kar ni čisto domače pa koroško. Ja. K moštu se najbolj prileže domača kmečka hrana in energije je bilo dovolj za ples pozno v noč.